Plezalska skupnost K2 imenuje Divja gora in kmalu boste izvedeli zakaj. Dobrodošli v Extreme. Leta 1953, ko so stripi Bazooka Joe spreminjali življenje otrok povsod, se je začela tretja ameriška odprava v Karakorum na K2. Odpravo je vodil Charles Houston, zdravnik in izkušen plezalec, ki je želel osvojiti goro v času, ko so ameriške ekipe obupano želele pustiti svoj pečat v visokogorskem plezanju. Ekipo je sestavljalo 8 vrhunskih plezalcev, med njimi Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell, Bob Craig ter predana ekipa nosačev iz doline Hunza. Charles Houston je bil zdravnik ekipe. Že prej je vodil prvi vzpon na Nanda Devi, najvišji vrh, na katerega se je dotlej povzpel kdorkoli. Tako kot preostali člani ekipe je bil vrhunski plezalec, a nič od tega ne bi pomenilo ničesar čez 6 tednov. Njihova odprava se je začela maja v Rawalpindiji v Pakistanu. Tam so najeli nosače in si priskrbeli cepine, dereze, fiksne vrvi, oblačila za mrzlo vreme ter dovolj hrane in medicinskih zalog, da bi jim zadoščale za celotno odpravo. Pravilna priprava je pogosto lahko razlika med življenjem in smrtjo. In ko gre za K2, so morali biti zagotovo dobro pripravljeni. 6 tednov hoje jih je pripeljalo do baznega tabora na višini 16.400 čevljev, kjer so zrli v goro. Načrt je bil, da bodo začeli vzpon po dobro uveljavljeni Abruzzjevi ostrogi. To pot je pred desetletji začrtal italijanski vojvoda, vendar je izraz uveljavljena na tej gori kruta šala. Vzpon po Abruzzjevem grebenu pomeni dolgotrajno, brutalno plezanje po mešanem terenu prek nazobčanih skal in strmega ledu. Vedeli so, da to ne bo lahek vzpon, a kljub temu jih je presenetilo, kaj jim je K2 pripravil, saj se je ekipa že od začetka soočala z groznimi razmerami. Nevihta za nevihto se je valila čez goro, zaradi česar je bila stalna nevarnost podhladitve, medtem ko se je skupina prebijala čez strm teren. In to je bilo leta 1953. Ni bilo reševalnega helikopterja, ki bi lahko dosegel to višino, niti satelitskega telefona. Če bi šlo kaj narobe nad taborom 8, so se pri spustu lahko zanesli le drug na drugega. Kljub tem izzivom so Charles in ekipa v začetku avgusta prispeli na 7800 metrov visoko mesto, imenovano Tabor 8, nekako brez zapletov. Načrt je bil, da si vzamejo nekaj časa za okrevanje, preden končno storijo tisto, zaradi česar so prišli na to goro. Toda K2 je imel druge načrte. Namesto kratkega, hitrega počitka jih je zajel katastrofalen 10-dnevni orkan. Nepričakovani vetrovi, ki so divjali s hitrostjo več kot 100 milj na uro, so udarili naravnost v njihov šotor, kjer se je postopoma nabiral globok sneg. Vse to, skupaj z brutalnimi zahtevami, ki jih cona smrti postavlja telesu, je privedlo do medicinske nočne more, kakršne ni nikjer drugje na svetu. Zjutraj 7. avgusta se je Art Gilkey, eden od Charlesovih plezalcev, zbudil v svojem silovito tresočem najlonskem šotoru, ko je bila zunaj še tema. Njegovo telo ga je bolelo zaradi tednov napornega plezanja. Njegova oprema je zmrzovala, temperatura pa je padala pod -20 stopinj. In ko je poskušal stopiti iz spalne vreče, se je zgrudil v popolni agoniji. Njegove noge so bile otekle in neznosno boleče. Izkazalo se je, da je razvil zdravstveno stanje imenovano tromboflebitis. To je pomenilo smrtonosne krvne strtke v njegovih nogah. Vsaka sekunda je morala biti natančno izračunana. Ena napačna poteza ali nenadna sprememba pritiska in nestabilni strtki bi se lahko nepričakovano odtrgali, potovali v njegova pljuča in ga v trenutku ubili. Charles, kot zdravnik, je takoj prepoznal strašljive simptome. Imeli so dovolj sreče, da so to diagnosticirali, preden je umrl v svoji spalni vreči. Toda zdaj jih je čakal precej bolj nevaren izziv. Art ni mogel hoditi in bili so ujeti na 7800 metrih sredi orkana. Ni bilo mogoče drugače. Ko se je vreme malce izboljšalo, so morali iti dol. Tako je ekipa Arta pritrdila v improvizirana nosila, narejena iz spalne vreče in platna šotora. In ko so se pripravljali na spust, je moral tabor preplaviti ogromen občutek groze.
Vedeli so, da bodo morali uporabiti vse svoje tehnično znanje, saj je spuščanje človeka po 55-stopinjski ledeni strmini res ena najtežjih stvari, ki jih lahko kdo poskusi. Toda ti Američani niso nameravali pustiti svojega prijatelja umreti, ko pa je bila varnost tik tam spodaj. S pomočjo fiksnih vrvi se je 5 prisebnih plezalcev pritrdilo na Gilkijevo improvizirano nosilo. To je bil edini način, da so lahko previdno spustili Arta po izpostavljeni skalni steni. Noro nizke temperature in slepeč veter so bili že sami po sebi dovolj strašljivi. Ves čas je mrtva. Teža onesposobljenega plezalca je od vseh vpletenih zahtevala nenehno, mukotrpno naprezanje. Vsak trenutek se je vreme lahko spremenilo, plezalci pa so morali biti pripravljeni na nenadne skalne podore in nestabilen sneg. In potem se je zgodilo. Po prečkanju izjemno zahtevnega dela poti je plezalec George Bell nenadoma izgubil oporo. Njegove dereze so zaman praskale po ledu z grozljivim škripanjem in v zrak je špricnil led. Nato je začel hitro drseti navzdol. In ko se je to zgodilo, se je najlonska vrv, ki ga je povezovala s preostalo ekipo, v trenutku napela. Učinek je bil kot človeške domine v počasnem posnetku. Ko je Bell padel, so vrvi potegnile naslednjega plezalca z nog. Teža 2 padajočih moških je nato potegnila dol še naslednjega in tako naprej. V nekaj srčnih utripih je vseh 5 prisebnih plezalcev postalo vizualna zmešnjava padajočih udov in pisanih oblačil, ki so v eni siloviti gmoti drveli po ledenem pobočju proti skoraj 2000-metrskemu prepadu. In to bi moral biti konec. Toda nad njimi, višje po pobočju, je bila zadnja varnostna vrv pritrjena na 25-letnega člana odprave Pita Shajnija. Svojega višjega položaja je Pit deloval povsem nagonsko. Svoj cepin z lesenim ročajem je zabil za skalo, ukovano v led. Okoli njega ovil vrv in z vso svojo telesno težo pritisnil nanj. A to bi zahtevalo še zadnjo kapljo energije, ki mu je ostala. Vseh 5 mož, ki so bili na poti v grob, je nenadoma sunkovito obstalo v zraku, obešeni na eni sami vrvi in moči enega samega prijema. Predstavljajte si popolno grozo tistega trenutka. Grozo, ki jo je občutil Peter, ko se je tega zavedal. Ena sama napaka, delček sekunde, ko bi se njegov lesen ročaj preveč upognil, 1 milimeter, če bi se skala premaknila v ledu, bi vse skupaj popeljal v grob. Peter se je držal zgolj zaradi čistega, obupanega adrenalina, dokler se niso končno uspeli priplaziti nazaj na varno stran navpičnega pobočja. Ko so bili možje na trdnem ledu, so se počutili, kot da so prevarali smrt. Za trenutek so se ustavili, da bi dojeli grozoto tega, kar se je pravkar zgodilo, in spoznali, da je Peter pravkar se zapisal v zgodovino. Ko so si jo pomogli, so Art Gilkija previdno pritrdili na pobočje z 2 cepinoma. Bilo je že pozno, padec jim je vzel precej časa in ni bilo možnosti, da bi zdaj prišli dol zgodaj. V bližini so morali postaviti bivak, da bi preživeli noč. Kot morda veste, je na K2 pustiti nekoga samega celo za nekaj minut izjemno tvegano. Toda ti možje so bili v enem najbolj odmaknjenih delov sveta. Že tako so bili močno pretreseni zaradi padca. Bili so izčrpani, tako fizično kot psihično. V takih trenutkih se manjše podrobnosti spremenijo v velike posledice. Ko so postavili šotor, so 3 plezalci šli nazaj v snežni vihar, da bi prišli po Arta in ga potegnili v zavetje. Ko pa so prišli do mesta, kjer so ga privezali, ga ni bilo več. Ostala je le sled v snegu, ki je vodila čez rob pečine. Večina odprav bi to, da so preživeli ta dan, že štela za zmago in bi takoj začela končni spust, da bi se vrnili v obdobje sodobne družbe in k svojim družinam. A ne ta ekipa. Bili so popolnoma zlomljeni. Do danes je natančen vzrok Artovega izginotja ostal skrivnost. Ga je nenaden snežni plaz odnesla? Ali pa je, ko je spoznal, da je usodno breme za svoje izčrpane prijatelje, Art tiho prekinil svojo navezo, da bi jih rešil? Ne glede na vzrok je plezalni svet na ta usodni dan izgubil legendo. Charles Houston in preživeli člani odprave so se poklonili tako, da so na baznem taboru postavili spominski kamniti kup.
Ko so prišli dol, je George izrekel besede, ki bodo zavedno opisovale to goro. To je divja gora, ki te skuša ubiti. In Art Gilkey je le eden izmed mnogih, ki so zaradi neusmiljene narave te divje gore izgubili življenje. Za vsake 4 ljudi, ki uspešno dosežejo vrh gore, se eden nikoli ne vrne. To je eno najbolj smrtonosnih razmerij med vsemi gorami na svetu in plezalci, ki pridejo sem, niso tisti, za katere bi pričakovali, da bodo umrli. Zakaj torej vrhunski plezalci še naprej tvegajo vse na tej gori? Nekateri to počnejo zaradi slave. Toda poleti, julija 1994, je ta moški po imenu Steve Anš tvegal vse iz razloga, ki se mi zdi resnično ganljiv. Veste, tista plezalna sezona je bila popoln kaos. Brutalne, nepopustljive nevihte so popolnoma porušile načrte več različnih mednarodnih odprav, plezalne ekipe z vsega sveta pa so bile prisiljene opustiti svoje prvotne poti. Ostala je razpršena, izčrpana skupina plezalcev iz več držav, ki so si delili omejeno opremo in bili odločeni, da iz slabih razmer iztržijo največ. Steve je bil sredi te nočne more skupaj z avstralskim plezalcem Michaelom Groomom. Ni bil profesionalni vodnik. Ni vodil odprave in nihče na tej gori mu ni plačeval, da bi bil tam. Pravzaprav je svoje plezalne odprave financiral s pomočjo skupnosti in se po vrnitvi domov o njih razpisal za lokalni časopis. Pravzaprav je bil med vsemi plezalci na gori tisto sezono Michael najbolj izkušen. Le 1 leto prej je že stal na Everestu brez dodatnega kisika. Pričakovali bi, da bi človek s takšnimi izkušnjami in sposobnostmi osvojil vrh K2 in se varno vrnil brez zapletov. Zato si predstavljam, da je moralo biti za vse na gori popolno presenečenje, ko je zjutraj 25. julija 1994 nenadoma prišel nujen klic na pomoč. Mike, od vseh ljudi, je bil v resnih težavah. Zvijal si je koleno na povsem nezahtevnem delu poti navzdol, tik pod taborom 2. Ni se zgodilo zaradi padca ali plazu. Nihče ni mogel kasneje pokazati na kaj in reči, to je bil vzrok. A do naslednjega jutra ni mogel več stopiti nanj. Bil je ujet. Ko je novica prišla v nižje tabore, je bil Steve šokiran. On in Michael sta se zbližala v baznem taboru zaradi slabega vremena. Zato je, ko je slišal za usodo svojega prijatelja, storil nekaj, česar skoraj noben drug plezalec na tej gori ni bil pripravljen narediti. Opremil se je. Res ne morem razložiti, kako izjemno je bilo to. Tudi Steve sam je opustil vse sanje o osvojitvi K2. Prej v sezoni sta se on in Michael dejansko povzpela do 7900 metrov. Ko pa je tam zgoraj videl brutalno resničnost gore, je sprejel izjemno težko, a pametno odločitev, da opusti svoj poskus osvojitve vrha. Spustil se je vse do baznega tabora in tam preprosto preživljal preostanek sezone. Michael je bil tisti, ki je nadaljeval in 23. julija 1994 dosegel vrh K2 brez dodatnega kisika. Steve je bil popolnoma izven nevarnega območja. Večina plezalcev na tej točki preprosto čaka, da spakira in gre domov k svojim družinam. Torej, zakaj? Zakaj bi nekdo, ki ni bil plačan, ki ni imel velikega korporativnega sponzorja in ki nikomur ni bil nič dolžan, prostovoljno šel nazaj na divjo goro, ko je bil že popolnoma varen na dnu? Morda je bilo to zaradi njegovega ozadja. Doma v Južni Kaliforniji je bil Steve skalni plezalec in ta tesno povezana skupnost je imela neizrečeno pravilo. Nikoli ne pusti nikogar za sabo v divjini. Ali pa je morda samo pogledal okoli tabora, videl kup poraženih, izčrpanih mednarodnih ekip, ki so pospravljale svoje šotore, da bi šle domov, in se zavedel, da če ne bo šel gor, bo Michael tam zgoraj umrl. Ne vem. Ne glede na njegov razlog, je Steve sprejel svojo odločitev. Opremljen se je, vzel s seboj še enega ameriškega plezalca po imenu Dave Bridges in skupaj sta začela ponovno plezati na divjo goro, da bi poskušala pripeljati Michaela Grooma domov. Toda na poti navzgor, v naprednem baznem taboru, je Bridgesa nenadoma močno zastrupila hrana. Bil je popolnoma onesposobljen in ni mogel narediti niti koraka več. Večina ljudi bi se tukaj obrnila nazaj,
Steve je kar nadaljeval navzgor, popolnoma sam. In proti vsem pričakovanjem mu je dejansko uspelo. Steve je našel Michaela tik pod drugim taborom in mu dal protibolečinskam zdravila za nogo. Sledilo je počasno in nevarno delo spuščanja poškodovanega človeka z gore, ki poškodb prav nič ne odpušča. Steve je prevzel nadzor. Celo Mihaelov, težak nahrbtnik, si je uprtal na hrbet, da bi Avstralcu olajšal breme, nato pa je začel nežno in previdno voditi Mihaela navzdol skozi nekaj najbolj izpostavljenih in tehnično zahtevnih odsekov na K2. Predstavljajte si, koliko fizične in psihične moči je za to potrebno. Delujete na višini, kjer je že vsak korak tak, kot bi dihali skozi slamico. Vaše mišice se dobesedno razgrajujejo same, samo da bi vaši organi še naprej delovali. In zdaj na svojih ramenih nosite še preživetje drugega človeka. Stres je hitro vplival na Stevovo telo. Vsak korak se je zdel izčrpavajoč. Tudi preprosta opravila, kot sta pripenjanje na vrv ali prilagajanje rokavice, so mu vzela več energije, kot bi mu smela. A je vztrajal in nekako jim je uspelo. Ko so se počasi prebijali navzdol po nazobčanih skalah in spolzkem ledu pod drugim taborom, se je težka napetost končno začela umirjati. Prvič v celem dnevu se je dejansko zdelo, da bodo preživeli. Sredi popoldneva je Steve stal na robu ogromne, skoraj navpične pečine. Če bi stal tam z njim, bi gledal navzdol po strmi steni zamrznjene skale, ki se spušča naravnost proti spodnjim taborom. Opravil je najtežji del. Vse, kar je moral zdaj narediti, je bilo, da pripne svoj plezalni pas na vrv, se spusti po tem zadnjem strmem pobočju in stopi na varnejši, bolj raven sneg spodaj. Toda K2 ima zelo preprost problem, ko gre za sestop. Za varno prečkanje takšnih odsekov na gori plezalci uporabljajo tako imenovane fiksne vrvi. Delujejo kot ograje na zelo strmem, nevarnem stopnišču. Svoj plezalni pas pripnete na to vrv in se preprosto spustite navzdol. Tudi če zdrsnete, vas bo vrv ujela. Težava je v tem, da ko se plezalna sezona konča, ekipe preprosto pustijo svoje vrvi privezane na goro in gredo domov, ker nihče zares ne pospravlja na K2. Naslednje leto pride nova ekipa in seveda ne želijo zaupati stari vrvi, ki jo vidijo tam ležati. Raže uporabijo svojo povsem novo vrv, ki so jo prinesli s seboj in jo privežejo tik ob to staro vrv. In naslednje leto bo druga ekipa naredila isto stvar. V desetletjih je to ustvarilo ogromen, zamrznjen nered, ki visi po gori kot stare vrvi za perilo. In vrv, ki je leta izpostavljena soncu in mrazu, ne ostane močna zavedno. Sonce in led jo počasi razjedata od znotraj, podobno kot vrtna cev, ki je 10 poletij zunaj, otrdi in poči, čeprav na zunaj še vedno izgleda v redu. Vrv je lahko videti povsem normalno, pa ima kljub temu skoraj nič svoje prvotne trdnosti. In ker so stare vrvi vse prekrite z enakim belim snegom in ledom, ni mogoče vedeti samo s pogledom, katera vrv je rešilna in katera je gnila past. Na tistem strmem spustu je Steve uporabljal novejšo, trdno vrv, za katero je dejansko vedel, da je varna in ki jo je v tistem trenutku uporabljal še en plezalec. Steve je bil popolnoma izčrpan. Fizično je bil uničen zaradi nošenja Mikeove opreme. Vsaka sekunda, ki jo je preživel pri miru v ledenem mrazu, mu je izčrpala še zadnje atome moči. Čutil je, da preprosto ne more več čakati. Zato je pogledal v prepleteno klopko vrvi, zagrabil eno izmed starejših vrvi in nanjo pripel svoj plezalni pas. In ko je Steve prenesel svojo težo na vrv in začel spuščanje, je vrv, na katero je pripel svoj pas, preprosto počila. Ni bilo nobenih postopnih opozoril, nobenih znakov nevarnosti. In ker je že začel spuščanje, je gravitacija takoj prevzela nadzor v trenutku, ko je zgnil najlon počil. Padel je skoraj 760 metrov na pobočje spodaj. In udarec je bil, žal, usoden. Smrt Steva Unša je vse šokirala. Opravil je najtežji del. Tam zgoraj je izbral varno možnost. In še bolj nenavadno je, da ni imel nobenega razloga, da bi tam naredil to, kar je naredil.
V normalnih okoliščinah ima plezalec nekaj zanesljivih načinov, kako preveriti, ali je vrv še vedno trdna, preden ji zaupa svoje življenje. In dobesedno ga ni preganjala nobena nevihta ali plaz. Moral je vedeti, kaj tvega, ko zaupa nepreverjeni vrvi. Zakaj torej ni počakal? Kaj si je mislil? No, to je še en način, kako K2 ubija svoje vrhunske plezalce. Ker je bil problem v tem, da ko je prišel do tistega strmega spusta, Steve skoraj zagotovo ni razmišljal tako, kot bi običajno. Naj razložim. Na približno 8000 metrih na K2 je na voljo tako malo kisika, da količina kisika v krvi plezalca dobesedno pade na skoraj polovico tistega, kar bi bila na morski gladini. Spomnite se, Steve je te višine dosegel že prej v sezoni, nato pa se je še enkrat povzpel, da bi za poškodovanega moškega opravil težko fizično delo. Njegovo telo je bilo popolnoma nevarno izčrpano. Predstavljajte si, da bi morali eno najpomembnejših odločitev v svojem življenju sprejeti s takšno izčrpanostjo v telesu. Še huje, tam zgoraj ni samo vaše telo tisto, ki mu primanjkuje energije. Tudi prefrontalna skorja, del vaših možganov, ki je odgovoren za logiko in razmišljanje, deluje le s polovično zmogljivostjo. Tam zgoraj dobesedno ne razmišljate pravilno. In najbolj strašljivo pri vsem tem je, da plezalec sploh ne opazi, da se to dogaja. Nevarne odločitve nenadoma se ne zdijo več nepremišljene ali neobvladljive. Tvegati svoje življenje tam zgoraj ne zveni noro. Pravzaprav za tiste, ki se vzpenjajo, ostane le ta prvinska, izjemno osredotočena obsedenost z dosego vrha, ne glede na ceno. Plezalci imajo za to stanje celo posebno ime. Imenuje se vršna mrzlica in lahko prizadene vsakogar, začetnika ali izkušenega. To je zagotovo prizadelo Miguela Ángela Péreza v noči 27. julija 2014, ko se je pripravljal, da bo že drugič v tej sezoni storil nekaj, česar večina plezalcev ne bo poskusila niti enkrat v življenju. 2 dni prej, 25. junija, sta bila Miguel skupaj s svojim plezalnim partnerjem Farenom Latorjem in več kot 30 plezalci na poti proti vrhu K2. Miguel je prav tako plezal brez dodatnega kisika in čeprav mnogi to štejejo za najčistejšo, najbolj častno obliko alpinizma, je hkrati tudi najbolj neizprosna. Mraz in pomanjkanje kisika na teh višinah pomenita, da vaše telo dobesedno začne porabljati samo sebe. Vsak posamezen korak zahteva ogromen, boleč napor. Tudi na dober dan lahko gre kaj narobe, tudi najbolj izkušenim plezalcem. In sredi popoldneva tistega dne, približno 270 metrov pod vrhom, se je zgodilo prav to. Miguelovo telo je preprosto prenehalo delovati. Njegov tempo se je upočasnil na minimum. Komaj je lahko postavil eno nogo pred drugo. Ura je postajala nevarno pozna, on pa je bil vse šibkejši. Tako je tam sprejel odgovorno odločitev, da se obrne stran od vrha in se umakne v tabor 4. 32 ljudi je stalo na vrhu K2 26. julija 2014. Medtem ko si je en moški lizal rane v šotoru v taboru 4. In v normalnih okoliščinah se tam zgodba konča. Potem, ko si svoje telo prignal do skrajnih meja v coni smrti in spodletel, se spustiš, greš domov in živiš. Toda, ko je Miguel opazoval ducate drugih plezalcev, ki so se vračali in veselo praznovali enega najtežjih plezalnih podvigov na svetu, je moral biti občutek njegovega lastnega neuspeha zadošljiv. Prav tam in takrat se je odločil, da bo poskusil znova. Miguelova odločitev ne bi imela nobenega smisla, če ne bi razumeli, kaj ga je gnalo. Po poklicu ni bil profesionalni plezalec, pravzaprav je bil zelo uspešen državni odvetnik in generalni sekretar podjetja Ebro Foods, največje španske prehrambene skupine. Njegovo poklicno življenje sta določala stroga logika in korporativna odgovornost, a njegova strast je bila nad oblaki. Neusmiljeno ga je gnala obsedenost, da bi osvojil vseh 14 svetovnih vrhov, višjih od 8000 metrov. 8 jih je že imel za pasom. K2 je bil največja nagrada. Približati se na manj kot 300 metrov in vedeti, da se je moral obrniti, je bil psihološki poraz, ki ga njegov preprosto ni mogel sprejeti. Moral je poskusiti znova.
Tako je, ko je sedel v svojem šotoru v coni smrti v 4. taboru, sestavil obupan in nevaren načrt. 27. julija bi počival na višini 8000 metrov, naslednji dan pa bi poskusil še enkrat. Da bi si zagotovil uspeh, je opustil svoja najčistejša plezalna načela in se odločil, da bo za vzpon na vrh uporabil kisik v jeklenkah. In tako je v zgodnjih urah 28. julija 2014 Miguel odprl zadrgo na šotoru in stopil nazaj v ledeno praznino. Na tej točki je imel goro samo zase. Vsi ostali so bili že nazaj v baznem taboru ali pa so dosegli vrh in se že vrnili. Miguel je bil skrajno osredotočen, prvinsko obseden, da doseže vrh za vsako ceno. Kisik v jeklenkah, ki ga je končno pristal uporabljati, ga je držal dovolj prisebnega. Njegova čista, nerazumljiva želja po dosegu vrha pa je poskrbela za vse ostalo. Končno, okoli 1. ure popoldne in kljub vsemu se je pobočje izravnalo. Miguel je stal na vrhu divje gore. Za kratek, bežen trenutek je zmagal. Dosegel je svoj največji cilj. Še eno goro je lahko črtal s seznama. Toda resničnost tega, kar je pravkar storil svojemu telesu, ga je čakala. Ko je začel sestopati, ga je popolna, do kosti segajoča izčrpanost, ki jo je povzročilo vlečenje telesa, ki je 3 dni preživelo v coni smrti, končno zadela. Začel je počasi hoditi navzdol. Bil je tako počasen, da ko je sonce začelo zahajati za obzorje Karakoruma, še zdaleč ni bil blizu varnosti 4. tabora. In ker je bil zadnja oseba na gori, za njim ni bilo nobene ekipe, ki bi ga lahko našla. Ni bilo nobenega drugega človeka, s katerim bi si lahko delil šotor, in poskusiti se stopiti po K2 v popolni temi je bilo nemogoče. Miguel ni imel druge izbire, kot da se ustavi in počiva prav tam, brez spalne vreče ali šotora na zgornjih pobočjih K2. Plezalci temu pravijo odprti bivak, in to velja za najbolj obupan korak, ki ga lahko plezalec naredi tako visoko. Ure dolgo je sedel sam, stisnjen na majhni polici v ledeni temi, tisoče metrov nad civilizacijo, poslušal tuljenje vetra okoli sebe in čakal na sonce, za katerega se je zdelo, da nikoli ne bo ušlo. Ni si upal zapreti oči, ker bi zaspati pomenilo zmrzniti do smrti. Nekako je Miguel preživel noč. Pravzaprav je uporabil še zadnje nepredstavljive zaloge moči, da se je privlekel preostanek pobočja navzdol. Do poldneva 29. julija 2014 je Miguel povsem sam omahnil tabor 4, v popolno začudenje vseh. Še bolj nenavadno pa je bilo, da je Miguel deloval v redu. Seveda, bil je izčrpan in je izgledal izmučen, vendar je bil pri zavesti, lahko je hodil, jedel in pil brez pomoči. Na taboru 4 je celo poklical prijatelja v Španiji, Eduarda, ki je organiziral reševalno ekipo, da bi ga iskali, in jim povedal, da je na varnem. Za trenutek je izgledalo, kot da je ta moški dosegel enega najbolj čudežnih preživetij v zgodovini alpinizma in prelisičil smrt samo. Vse, kar je moral zdaj storiti, je bilo, da nekaj ur počiva v šotoru, preden se spusti v bazni tabor. In zdel se je dovolj pri močeh, da nihče ni dvakrat pomislil, ko je šel v svoj šotor in ga zaprl z zadrgo. Toda resnično nevarna stvar pri K2 je, da sta občutek, da si v redu in dejansko biti v redu, dve popolnoma različni stvari na višini nad 26.000 čevlji. Človeški možgani ne pošljejo vedno signala za nevarnost, preden odpovejo. Včasih se preprosto začne tiho napihovati, tekočina pa se kopiči v drobnih količinah, ki jih nihče ne more videti ali občutiti, medtem ko oseba, pri kateri se to dogaja, hodi, govori, se smeji in je, kot da ni nič narobe. In vsak resen plezalec je to vedel. Ljudje v baznem taboru so to zagotovo vedeli, saj je Miguel jedel in pil s plezalci v 4. taboru. Majhna reševalna ekipa 4 pakistanskih visokogorskih plezalcev, ki jo je organiziral njegov prijatelj Eduardo, se je še vedno vzpenjala po gori, da bi ga našla. Imeli so rezervne jeklenke s kisikom, da bi mu dovajali več zraka v pljuča, in bili so pripravljeni, da ga po potrebi pospremijo navzdol peš. Niso dobili priložnosti. Ko so ga drugi plezalci v 4. taboru poklicali po imenu pred njegovim šotorom in mu rekli, naj se pripravi na zadnji spust, se Miguel ni odzval. Poklicali so ga še enkrat, pa ni bilo odgovora.
Zmedeni so odprli njegov šotor in se spraševali, kaj bi lahko bilo narobe z moškim, ki je še nekaj ur prej sedel pokonci, jedel, pil in govoril, kot da ga nič na svetu ni prizadelo. In tam so našli njegovo neživo telo, ki je mirno ležalo v šotoru. Tiho je umrl v spanju. Izkazalo se je, da je bil izjemen stres zaradi ekstremne nadmorske višine, dnevi preživeti v coni smrti, obupan drugi poskus vzpona in tista noč na prostem preprosto preveč za njegovo telo. Ko je novica obšla svet, so bili ljudje šokirani. Označili so ga za nepremišljenega. Kako je lahko tak profesionalec ignoriral opozorila in tvegal vse? A temna resnica je, da včasih razlog, zakaj K2 ubija plezalce, nima nobene zveze s samim plezanjem, ampak z razlogom, zakaj so sploh plezali. Nekateri plezajo zaradi slave, nekateri iz obupa, nekateri pa preprosto zato, da nahranijo svoje družine. O tem nihče ne govori, a temna resnica o plezanju na K2 je, da temelji na brutalni ekonomski hierarhiji. Najprej so tu premožni plezalci, njihovi organizatorji odprav, ki plačajo na tisoče dolarjev že samo za organizacijo te izkušnje. Na dnu pa domači nosači nosijo izjemno težka bremena in s tem omogočajo nemoteno delovanje celotne odprave. Tudi ta vloga ima svoje ravni, saj lahko profesionalno certificirani nepalski šerpe na teh gorah zaslužijo do 10.000 dolarjev na sezono, medtem ko pakistanski nosač vodnik morda zasluži le 2.000 dolarjev za celo leto. Vrđeli ali ne, nosači, ki ostanejo v baznem taboru, zaslužijo še manj. Če želi zaslužiti pravi denar, takšnega, ki lahko dejansko spremeni življenje družine, moraš iti višje. Finančna razlika med nižjimi pobočji in vrhom je tako velika, da so nekateri moški pripravljeni tvegati za ta visokogorski dodatek. In Mohamed Hasan je bil eden izmed teh moških. Mohadezu ni bilo mar za alpsko slavo ali svetovne rekorde. Bil je 27-letni nosač s hudo bolno materjo in 3 odraščajočimi otroki. Potreboval je vsak cent, ki ga je lahko zaslužil. In juliju 23. leta se je pridružil odpravi Laila Peak Expedition, da bi delal na zgornjih pobočjih K2 in pomagal ekipi za nameščanje vrvi napeljati linijo, ki bi jo tisto sezono uporabilo 50 najboljših alpinistov na svetu za dosego vrha. To je običajno delo, ki ga nosači ves čas opravljajo na K2. Obstajala je le ena ogromna težava. Mohamedove izkušnje so bile omejene na prenašanje tovora v baznem taboru in okoli manjših vrhov v Pakistanu. Ta vzpon na vrh bo zanj prvič v življenju nad 8000 metrov, obenem pa je dobil izjemno pomembno nalogo, da napelje vrv. Njegova oprema je hitro pokazala njegovo neizkušenost. Njegov plezalni kombinezon je bil preveč ohlapen. Njegove rokavice niso bile narejene za takšno mraz, ki ga je čakal nad ramenom. Njegova oblačila so bila nasplošno takšna, kot bi jih pričakovali od nekoga, ki je svojo kariero preživel na višinah, kjer je v zraku še dovolj kisika, da ti roke normalno delujejo. Njegovo podjetje Laila Peak Expedition mu je izročilo približno 250.000 rupij oziroma okoli 850 dolarjev, da si priskrbi, kar potrebuje za vzpon v območju smrti. Gotovo pa je, da oblačila, ki jih je imel na sebi, ko je 27. julija zvečer zapustil tabor 3, niso bila namenjena za kraj, kamor je šel. In tabor 3 je tisto noč, bolj kot na alpinistično odpravo, spominjal na majhno mesto, ki se pripravlja na evakuacijo. Povsod so bile naglavne svetilke, ki so se zibale v temi, medtem ko je skoraj 200 plezalcev iz ducata različnih podjetij preverjalo svoje pasove, privijalo regulatorje za kisik in čakalo na svojo vrsto, da se pripnejo na eno samo fiksno vrv, ki so si jo morali vsi deliti. Nekateri izmed teh moških in žensk so za točno to noč plačali 40 do 50.000 dolarjev. Mohamed je bil zato plačan le drobec tega zneska, a je bil dobesedno del ekipe, ki je to odpravo omogočila, saj na K2 plačniki ne morejo preprosto priti na vrh. Zanje je treba zgraditi pot. In to pot zgradi predhodna ekipa. To so možje, ki delujejo povsem v ospredju. Njihova naloga je, da se prvi povzpnejo na najbolj nevarne dele gore, pri tem pa nosijo težke ledne vijake, kline in kilometre debele najlonske vrvi. V ledeno, trdno kot jeklo, morajo zabijati sidra, pritrditi varovalno vrv, napeti odvečno vrv in se nato povzpeti višje v temo, da vse to ponovijo znova. V bistvu tlekujejo avtocesto v coni smrti.
Brez njih se stranke spodaj ne bodo premaknile niti za centimeter. Muhamedova naloga je bila, da dovaja vrv šerpam, ki so nad njim nameščali sidra. Če bi zaostal, bi 50 plezalcev za njim prenehalo napredovati. Sprva je bilo delo namerno počasno. Privi vijak, pripni vrv, napni vrv, premakni se za 2 metra višje, privi naslednji vijak. Uro za uro je Mohamed ostal tik za šerpami, spuščal vrv, medtem ko so oni enega za drugim vijačili vijake v led nad njim. Svetloba njegove naglavne svetilke se je odbijala od črnega steklenega ledu, ki je komaj zadrževal konico dereze. Nad njim je v temi stal Serak, oblika, ki si jo lahko le napol videl. Okoli 20 minut čez 2. zjutraj so Mohamed in ekipa napredovali po ozki polici ledu, imenovani prečka skozi ozko grlo. Da bi razumeli, kako ozko je to mesto, si predstavljajte, da poskušate hoditi po strani čez strmo nagnjeno streho hiše. Zdaj si predstavljajte, da je streha popolnoma prekrita z gladkim, spolzkim črnim ledom. Ni ravne podlage, na katero bi lahko postavili noge. Premikati se morate v stran, po en neroden korak naenkrat, pri tem pa celotno telesno težo uravnavate na kovinskih konicah svojih čevljev. 5 mil visoko, v ledeno mrzlem, popolnoma temnem zraku. Če izgubite ravnotežje in zdrsnete, vas nič ne more ujeti. Sledi strm, navpičen padec več kot 2500 metrov v brezno. To je edini kraj na K2, kjer si res ne smete privoščiti zdrsa. In Mohamed je bil nekje na sredini tega prehoda, z vrvjo v roki, ko je s čevlji stopal po ledu, ki se je pod njim strmo spuščal pod kotom, ki ni dopuščal napak. Ko je njegova noga naletela na nekaj, česar ni bilo. Njegove dereze so zagrabile rob skrite zaplate mehkejšega snega, takšnega, ki je videti enako kot vse okoli njega, a ne drži teže na enak način. Za pol sekunde je njegov čevelj kar drsel naprej, namesto da bi se zagrizel van. To je bilo vse, kar je bilo potrebno. Njegovo telo je padlo po strani s police in prevzela ga je teža vrvi, ki jih je nosil. Preden je sploh lahko reagiral, je Mohamed začel padati po gori. Padel je približno 5 do 6 metrov, vendar, ker je bil pripet na fiksno varovalno vrv, ni padel vse do ledenika. Padanje se tam ni ustavilo. Njegov plezalni pas je bil po urah nenehnega gibanja ohlapen in je še naprej drsel tudi potem, ko ga je vrv ujela. Drsel je mimo bokov, mimo stegen, dokler se ni zgrnil nekje okoli njegovih kolen. Ko se je ustavil, ni več visel po konci. Visel je z glavo navzdol na fiksni vrvi. Glava je bila obrnjena proti ledu, škornji nekje nad njim, rahlo se je izibal z ostanki zagona. Nad njim na polici so se naglavne svetilke obrnile proti zvoku. Nekaj plezalcev je začutilo, kako se je vrv sunkovito premaknila pod njihovimi rokavicami in so pogledali dol ter videli enega izmed članov svoje ekipe, kako visi tam, obrnjen na glavo, z opremo raztreseno pod njim po pobočju. Mohamed je bil živ. Toliko so lahko videli. Celo premikal se je, šibko je poskušal obrniti se v pravi položaj, iskati oporo z rokami, ki so že izgubljale občutek v rokavicah, ki sploh niso bile narejene za kaj takega. Toda njegova kisikova maska se je v tistem padcu strgala. Cev je bila še vedno priključena na jeklenko na njegovem hrbtu, zato je dragoceni plin sikal ven v odprt zrak namesto v njegova pljuča. Tudi nekaj njegove zunanje opreme se je raztrgalo, ravno toliko, da je mraz lahko dosegal golo kožo pod njo. Na 27.000 čevljih, malo po 2. uri zjutraj. To je temperatura, ki je nekje okoli -30 stopinj. Tak mraz ne potrebuje veliko časa, da začne povzročati resno škodo. Morali so mu pomagati. O tem ni bilo nobenega dvoma. Problem je bil, kako. 2 šerpa iz ekipe, ki je napeljevala fiksne vrvi, sta prva splezala do njega, misleč, da ga bosta lahko potegnila nazaj na polico roko za roko. Toda poskušati dvigniti človeka na vrvi, ki visi z glavo navzdol na 8200 metrih, medtem ko je tvoje telo že izčrpano po 6 urah plezanja, je veliko težje, kot se sliši. Oba šerpa sta dala vse od sebe, a ni bilo dovolj. Mohamedovo telo se je komaj premaknilo. Po nekaj minutah poskusov sta spustila vrv, splezala nazaj na polico in se pridružila ekipi za nameščanje vrvi. Nekateri naročniki so jih vendarle potrebovali, da dokončajo delo.
Mohamed je vstal tam viseč, obrnjen na glavo, sam na vrvi, medtem ko se je delo, ki naj bi goro naredilo varno za vse ostale, nadaljevalo 6 čevljev nad njegovo glavo. In 15 minut po njegovem padcu, okoli 2:35 zjutraj, so se stvari še poslabšale. Visoko, nekje nad prečenjem se je nizek grmeč pok v nekaj sekundah spremenil v rjovenje. Plezalci na policiji so skozi svoje čevlje začutili tresljaje, nato pa nenaden silovit veter, ki jih je v temi udaril. To je bil snežni plaz in to, kar je naredil, je bilo veliko hujše, kot bi si kdorkoli lahko predstavljal. Presekal je dele fiksne vrvi, prav skozi tisto vrv, ki jo je Hasan pritrjeval. Tako je bil ta prehod, ki je bil že prej najožji in najbolj izpostavljen del cele gore, zdaj neprehoden. Plezalci, ki so obstali za plazom, niso imeli kam iti, tisti pred njim pa se tudi niso mogli vrniti nazaj. In nekje pod vsem tem kaosom je Mohamed še vedno visel z glavo navzdol na tistem, kar je ostalo od vrvi. Iz minute v minuto je izgubljal toploto, nihče pa ga ni mogel doseči, medtem ko je gora odločala, ali je za to noč že prenehala razpadati. Trahalo je, dokler se razmere niso dovolj umirile, da si je kdo upal spustiti nazaj do njega. Ko je pomoč končno prispela, sta prišla Hasan Shigri, Mohamedov bratranec, in Tenzin Lama, nepalski šerpa vodnik. In Gabriel Tarso, brazilski plezalec, ki ni imel pojma, kdo sploh je, a ni mogel samo stati tam, medtem ko se je človek boril za svoje življenje. Vsi trije moški so se ustavili, da bi pomagali Mohamedu. Toda težava, kako potegniti odraslega moškega, ki je visel z glavo navzdol na višini 27.000 čevljev, ni izginila. Še vedno je zahtevalo več fizične moči, kot jo je imel katerikoli izčrpani človek tam zgoraj. Zato so morali prelisičiti gravitacijo. Gabriel, Hasan in Tenzin so globoko v trdno steno zabili težak kovinski vijak za led, nanj pripeli oponko, prijeli vrv, ki je držala Mohameda, in jo napeljali skozi kovinski obroč. In skupaj so to eno sidrišče spremenili v improviziran škripčni sistem, ki je pomnožil njihovo surovo moč. Načrt je bil, da bodo s tem sistemom Mohameda vlekli navzgor, ped za mučno pedjo. Za izdelavo tega škripčnega sistema so potrebovali približno 90 minut. 90 minut je dolgo časa, da na teh višinah stojiš pri miru. To je 90 minut, ko tvoje telo porablja rezerve, ki jih nima na voljo. In Tenzin Lama ni bil sam. Vodil je Kristin Harilo, žensko, ki je sanjala o tem, da bi dosegla nekaj, o čemer si v zgodovini alpinizma ni nihče niti sanjal. Kristin je zasledovala cilj, da bi osvojila vseh 14 vrhov sveta, višjih od 8000 metrov enega za drugim v eni sami plezalni sezoni. Že je osvojila 13 od njih. K2 je bil zadnje ime na seznamu, zadnji vrh, ki je stal med njo in rekordom, ki se ga legende plezanja, dvakrat starejše od nje, niso nikoli niti približale. A čas se je iztekal in medtem ko sta Gabriel in Tenzin dokončevala svoj škripčev sistem, jima je gora pripravila še eno nujno situacijo. Nekje spredaj, kjer je ekipa za nameščanje vrvi pred nekaj urami napredovala, se je sprožil plaz. Takoj zatem je prišel radijski klic. Ekipa za nameščanje vrvi je bila v težavah. Kristin in Tenzin sta bila zdaj najbližja na gori, ki sta jih lahko dosegla. In odločiti so se morali, ali bodo ostali pri Mohamedu, ki je dihal Gabrielov kisik, njegov prijatelj pa je bil tik ob njem, ali pa se bodo povzpeli višje, da bi izvedeli, kaj se dogaja. Če bi cela ekipa, ki je bila pred njimi, kmalu potrebovala enako pomoč, kot jo je pravkar dobil Mohamed. Odločili so se, da gredo naprej. Harila in Tenzin sta verjela, da je več pomoči že na poti za njima. Hasan in Gabriel sta bila še vedno z njim in zagotovo njegova odprava ne bi pustila ranjenega človeka kar tam ležati, kaj ne? Zato sta se premikala proti ekipi za nameščanje vrvi. Naslednjo uro so bili na tisti ozki polici le Hasan, njegov bratranec in Gabriel z Mohamedom, medtem ko so opazovali, kako se za njimi vrsta naglavnih svetilk daljša iz minute v minuto, saj se je vedno več plezalcev zadrževalo pri ozkem grlu. Gabriel ni imel več ničesar, s čimer bi lahko delal. Nobene rezervne vrvi, nobenega rezervnega lednega vijaka. Njegov lastni cepin je že odšel gor po gori z lamo, uporabljen kot sidro za reševanje, ki je Mohameda pripeljalo do sem.
Potrebovali so pomoč in takrat jih je dosegel Halung Dorji Sherpa, moški, ki je plezal za povsem drugo podjetje. Slišal je, kaj se dogaja, in se ustavil. Z njegovo pomočjo so vsi trije končno potegnili Mohameda čez zadnjih nekaj metrov ledu in ga spravili na majhno, ravno polico v ozkem grlu, kar je bilo najbližje trdnim, stabilnim tlem kjerkoli na tem delu gore. Mohamed je bil, končno ni bil več na vrveh in na srečo je bil še vedno pri zavesti. Seveda, zeblo ga je bolj, kot je kdajkoli prej občutil, a je bil pri zavesti. Nadeli so mu kisikovo masko in mu začeli vlivati vročo vodo iz termovke v grlo, da bi ga ogreli, preden bi mu telesna temperatura še bolj padla. Kupili so mu čas, niso pa mu zagotovili gotovosti. Mohamed je bil podhlajen. Njegove noge so bile skoraj celo uro zvite pod njim, medtem ko je visel z glavo navzdol, in obstajala je resnična možnost, da so zlomljene. Ni govoril, ni se veliko premikal. Bil je v vsakem pomembnem smislu tam zgoraj še vedno v težavah. Gabriel je, treba mu je priznati, ostal z Mohamedom še eno mučno uro, vendar mu je začelo zmanjkovati dodatnega kisika. Če bi ostal še dlje, bi umrl tik ob njem na poti. Na koncu je moral vstati, se obrniti in pustiti Mohameda v skrbi njegovega bratranca, da bi si priskrbel več kisika za lastno preživetje. Okoli 5:30 zjutraj je dron, ki je letel nad glavo za drugo filmsko ekipo, ujel nekaj na kamero, kar bo kasneje dobesedno eksplodiralo po celotnem plezalnem svetu. Bil je ranjen moški na poti. Drug plezalec je klečal nad njim z eno roko pritisnjeno na njegov prsni koš in delal, kar je lahko, da bi ohranil gibanje. In nad njim, na isti fiksni vrvi, pripeti eden za drugim, je bilo videti približno 20 plezalcev, ki so še vedno plezali navzgor. Pod njim na isti vrvi je bilo vsaj še 10 plezalcev, ki so se že vračali navzdol. To je bil Mohamed. Še je bil živ, a komajda. In vse okoli njih je na desetine plezalcev aktivno hodilo mimo njih. Nihče se ni ustavil, da bi oblikoval reševalno ekipo. Niso se ustavili, da bi vprašali, kaj se dogaja ali kako bi lahko pomagali. Namesto tega so se plezalci stopili čez njegovo umirajoče, premraženo telo, kot da je le manjša nevšečnost v snegu, in nadaljevali svoj vzpon proti vrhu. Žal je nekega trenutka, in ne vemo kdaj, tistega mrzlega jutra Mohamed Hasan končno nehal premikati. Podlegel je vremenskim razmeram prav tam, na ozkem prehodu. In preostanek tistega jutra so ljudje preprosto nadaljevali s plezanjem. Plezali so čez njega, okoli njega. Škornji so iskali čist led na obeh straneh njegovega telesa, kot da je postal le še ena ovira na poti. Nič drugače kot fiksna vrv, mimo katere se je bilo treba vpeti, ali skalni izrastek, ki ga je bilo treba ubiti. Zame je to nepredstavljivo grozno. In to je glavni razlog, da sem prehodil pot do baznega tabora Everesta, nikoli pa ne bom poskušal doseči vrha. Stopati čez mrtva ali umirajoča telesa je živa nočna mora, ki si je ne morem predstavljati. Kaj pa se zgodi, ko plezalci naredijo vse popolnoma prav? Mislim, imaš popolno vremensko okno, vrhunske ekipe in najboljšo opremo na svetu. In divja gora se še vedno odloči potegniti sprožilec. Ker če misliš, da je bil moralni zlom leta 2023 nočna mora, počakaj, da vidiš, kako izgleda čisti, neobvladljivi kaos. To se je zgodilo na najslabši dan v zgodovini K2.